Adijo lepota misticiranih eterskih glaskov. Tu je drugačen, vizualen, striman, lušten, zaliman v Iber Softi Grš. Intervju Radia Študent. Drage poslušalke in poslušalci, poslušate Radio Študent na frekvenci 89,3 MHz. Na sporedu pa je oddaja Grš intervju, ki ga danes pripravljava Lara Nija in Klemen. Za tiste bolj vizualnega tipa, ki bi si želeli, da bi radio postal TV, pa nas lahko gledate tudi preko video prenosa na naši spletni strani ali na YouTubu. Danes gostimo 3 izmed članov kolektiva Nimaš izbere. Lepo pozdravljeni v studiu. Zdrav nazaj. Živijo. Hvala za vabilo. Veseljem. Mogoče čisto za začetek eno ful resno vprašanje, kako ste prišli do sem? A je bil to LPP? Mislim, da smo kar z avtom vsi prišli. Ni lih okoljsko zaveščeno, ampak to pač je. Mogoče za začetek, da se predstavite, kdo ste, da mi ne govorimo zdaj kle o vas, pa vsak pove, kar hoče. Mlajši imajo prednost. Jaz sem Gabor, star sem 22 let in v bistvu v kolektivu delam grafično oblikovanje, torej razne plakate, pa neke Instagram poste pa podobno, pa v bistvu tudi na vsake toliko se malo z stage designom ukvarjam. Jaz sem Dorian Šiško, sem malo starejši. Ne, jaz sem grafični oblikovalec, pa internet medijski umetnik in ukvarjam se z raznimi zadevami, kot je pač, ne vem, intermedijska umetnost, pa grafično oblikovanje. To si že rekel. Ja. In v kolektivu pa še tudi kaj naredim, kdaj, kak dizajn, kako vizijo, kaj pomagam art directat v tem smislu. No. Fantje so bili kar preveč skromni. Mislim, da kar držijo, pomagajo, v bistvu nekako vodijo tudi neka ta vizualni svet, Nimaš izbire, ne? Ki se razteza skozi, ne vem, od plakatov do pač, ne vem, digitalnih grafik in vsega vmes. Jaz pa sem Gabriel Estefeja, sem ustanovitelj, glavni organizator, pač vse, promocija, logistika, vse, kar je treba za delati evente in furati to v bistvu platformo. Kaj sem še pozabil? DJ sem, tudi, ja, Gabi 98. Malo glupo ime, sem spomnil kakšnega boljšega kmalu. In ja, vse, v bistvu Dorian, ti si tudi, bi rekli, lahko ustanovitelj, ne? Malo kasneje. Malo kasneje, ampak še zmeri ta neko originalni, klasični član. Smo nekak vizijo sva skupaj zasnovali. Tako, na začetku, ja. In še, se mi zdi, da še zmeri držimo neko to poslanstvo, ne, ki smo ga v bistvu postavili v unih letih pred korono. Pa ja, mislim, tako, kakor se da pač v tem lifeu, ne. Ja. Kdo pa so še ostali jedrni člani trenutno kolektive? To je težko reči, zato ker delamo nekako, ko bi rekli, po projektih skoraj da in pri različnih stvareh se različni ljudje aktivirajo. Mogoče boljše, da ne bom zdaj na začetku šel naštevanje, da lahko omenimo kasneje, ampak trenutno, evo, sam da povem, kdo je bil najbolj aktiven zadnje čase. Ne bom govoril, ki je to nek favoritizem. Ne bom. Bomo pol povedali, kdo kaj dela. Mislim, kolektiv je kar razširjen in so različni DJ-ji, grafični oblikovalci, na kateri se priključijo VJ-ji. Eni se priključijo pri samo enem projektu, pa mogoče potem kako leto ne sodelujemo, eni potem so bolj aktivni, pa tudi pomagajo pri kakšni organizaciji. Eni sodelujejo recimo samo pri kakšnem fashion dropu, tako da je zelo tak nelinearno zasnovano v tem smislu. Sezonsko in prekarno. Ja. Bi se mogel pogledati na Instagram chat, kdo je zdaj trenutno najbolj aktiven. Tako da mogoče je zato tako, ne fair vprašanje. Zdaj dotaknili ste se že kar ene par panog in že kar malo povedali, kaj vse v bistvu kot kolektiv počnete. Mogoče vas eni sam poznajo po dogodkih, ampak je tu še en kup drugih stvari. Mene pa v bistvu čistko najbolj bedno vprašanje, od kje Nimaš izbire? Zakaj tako ime?
bom pa mogel jaz odgovoriti, imamo radi bedna vprašanja. Mislim, da je bilo to tako nek 2018 ali nekaj tasga. Jaz sem pač kot mladi študent prišel v Ljubljano iz Obale in sem začel se spoznavati s tem neki z alter sceno, klubskim nočnim življenjem, nasplošno z neko to ljubljansko kreativno sceno, raznimi tudi oblačilnimi brendi, ki so takrat pač bili bolj popularni kot dan danes. In v glavnem sem prišel v Ljubljano in sem si že od zmeri v bistvu želel nekaj ustvarjati, nekaj delati, nisem niti sam vedel, kaj še takrat, pač early 20s, ne, ali še prej. In v bistvu sem en dan hodil iz neke žurke domov, cel prekrokan in sem si mislil, vse sicer sem bil še dosti nov v Ljubljani in dosti nisem imel pojma o vsemu skupaj, ampak že takrat sem zaslutil nek ta, zdaj brez zamere Ljubljana, ne, pač Ljubljana je super, ampak na eni strani pa tudi ful ni bilo neke dosti diverzitete takrat, oziroma ni bilo neke te glasbene scene in dogodkov in dogajanja na splošno, kot sem si ga pač jaz želel oziroma jaz predstavljal, ne samo jaz, ampak tudi neka skupina ljudi, recimo v naši sferi, ne, neka naša družba bi rekli. Tako da sem si mislil, tle res nimamo izbire. In lih sem, pač sam sabo sem se pogovarjal v glavi, ne, in pol lih takrat sem iskal neko ime za to stvar, ki bomo delali, ki nisem niti vedel, kaj bo zaraz, ne, in sem bil tako, nimaš izbire. Sem si napisal nek note in pol je to, ne vem, očitno bila najbolj primerna stvar, ko sem je zdela. Tako da ne vem, če sem to, najbrž sem to predstavil drugim in sem je zdelo cool in je bilo to. In smo bili, imaš izbire. Tak nek, tudi tako malo catchy, malo, da se ljudje zapolnijo, ali relatable ali neki, ne vem. Pa veliko priložnosti za fotor joke. Ja. Ampak Klemen si je želel dan enega narediti, pa ga bomo pustili. Se jih bo. Še je dovolj časa za to. Mogoče, kako se je potem dejansko odvil ta začetek kolektiva, kako se je vzpostavilo vse skupaj? Jaz sem nekje slišal, da ste začeli bolj z, recimo temu, merčom pa dizajnom, pa zdaj mogoče, če malo pišete svojo pot, kako ste prišli do VJ-jev, klubske scene in vsega, kar pritiče. Kje si to slišal? Po ulicah, hodniških, starih frendi so bili. Ne, res je bilo tako. Na začetku v bistvu se mi zdi, da sorry, ko sam jaz govorim, se bomo prišli do drugih tem še, ne? Pač, Povej. zdaj moram jaz malo ta original lore. V bistvu je bilo tako, da so takrat bili full moderni, neki tej DIY fashion brandi, kaj so bili Lantern, pa Fuga, pa ne vem, kaj je bilo še. Kaj že, Lena? Pa pač tako in smo začeli spoznavati folk in so nam bili cool in tudi mi je bila cool ta aktivnost, da v bistvu delaš nek DIY merch, da doma malo sam si ustvarjalen, ne vem, sem se naučil v bistvu delati citotisk in smo naredili neke majice, sta za Sitri, za Nino, ta prve, in smo v bistvu začeli pač bličati pač majice in citotisk gor in prodajati na nekih tipo indie, punk eventih, koncertih, ene par pop-upov smo imeli. In pol je iz tega zraslo še tako, gremo narediti malo scenografije za stojnico, pa smo pol že začeli neki VJ-jati tam na nek star ekran, smo dobili katodni še od kompjuterja in smo začeli VJ-jati gor, pa gremo narediti nalepke, pa take gluposti. In v bistvu tako se je to začelo. In pol v bistvu, ja. Ti si midva so se nekaj v Mariboru spoznala na nekem eventu, ne vem, od Lantern, ker jaz sem takrat bil bolj aktiven še kot VJ, tudi na mariborski sceni bolj, pa tudi malo na ljubljanski, no. Potem pa je... Potem pa je Gavi pristopil do mene, no, v tem smislu, če bi jaz delal pač neke grafike za ta nov brand, ne, nimaš izbire, no. In potem sem jaz naredil neke grafike, no, neko celostno podobo za nimaš izbire in nek tak spiky metal logo je bil, ne, ker je pisal... Pa take blobe, ti si imel tudi nek tak blobi stil, tak malo bubblegum. Ja, nek tak čigumi, pa nek logotipi, eni še imajo ta merch, še neke fanny packe, pa hudje še imajo tudi ziher, ja. In potem sva tak nekaj z Gabijem začela sodelovati v tem smislu, da potem je iz tega merča sem jaz videl, Gabi je pač človek, ki nekako
imava podobne interese, pa pač tudi razume mogoče nekatere stvari drugače kot jaz in se mogoče dobro komplementiramo v tem svetu. Mogoče tudi sem jaz takrat nekako zaštekal, ok, jaz sem pač nek dizajner, VJ, ampak še vedno se pač mora znati nekako prodati, no, in Gabi je pač ta človek bolj komunikacije. In se mi je zdelo, ok, lej, to je dober kombo, ne, jaz sem tam vizualno komunicirati skozi grafike, Gabi skozi govor, ne. Mislim, nočem zdaj tu te razvrednotiti. Bullshitanje, ne? Ne, pač to je del tega, ne. In se mi je zdel dober v tem, pa se mi je zdel, ok, to je dobra kolaboracija, pa imela smo podobno vizijo tudi za neko alternativno kulturo, pa to bolj v temo. Bolj to, ja. Pač neka ta senzibilnost, neka ta, ne vem, muzika, mimi, kultura, nasplošno internetna kultura, ne, pač... Mislim, mene je tudi vedno, zanimala glasba, pa inspirirala glasba, pa mi je bilo cool delati na neki taki alternativni glasbeni sceni, pa pač prej. Vsem malo, nisem full, pa mi je bil to cool nek collaboration, ki je potem nekako stal. Potem pa smo pa začeli event delati tudi. Ja, ti si bil v bistvu malo kot mentor, ne, že, ki si bil že malo bolj izkušen, ne, bolj si že ustaljen v Ljubljani in tako, ne, jaz pa sem prišel na novo in tudi, veš, jaz mogoče sem imel neke skille, ampak tudi si mi tudi ti, veš, kakšno prakso, tako dosta legit pokazal svoj, tako, aha, super, ja, dobro. Ja. Dobro. Pa na koncu niste imeli izbere, da bi naredili kaj drugega, kot da to naredite. Ja. Pa je moj foto. Bravo. Meni je v bistvu zdaj zanimivo, da ste nekako šli po obratni poti, kot večina folka. Večina folka, recimo, da bi si zamislil, da začnejo z neko muziko in pol naredijo evente in pol naredijo merch in pol dodajo neke vizualije pa tako. Vi ste pa šli od ozadij pa naprej in prišli do tega, kar ste prišli, ne? Magic of Ljubljana. Okay. Ne, jaz mislim, da to še vedno se odseva nekako v principu kolektiva zdaj, ne? V tem smislu, da nam je tudi pomembna vizualna platna skoraj enakovredni ravni kot glasbena platna. In zaradi tega ful zagovarjamo v tem smislu, da delamo tudi evente, pa neke merch, pa to zelo celostno, holistično, ali kaj, v tem smislu, da je enakovredno vse v tem smislu in želimo pač tudi neko vizualno kulturo s tem podpirati. In, mislim, to sem mogoče jaz kot nek dizajner zagovornik tega, ampak se mi zdi, da je tudi zaradi tega kolektiv lahko pustil nek pečat na splošni sceni, da se je nek, recimo, standard dizajna zvišal, ne vem. Mislim, če gledaš, kako se reče output po slovensko, neka avtorske vsebine, ko jih pač damo ven, ne, je v bistvu ziher več naredimo v vizualnem svetu, kot v glasbenem, ne. Saj imamo glasbenike, bomo tudi do temu najbrž kasneje, ne, ampak večinoma so DJ-ji, so tudi zelo, zelo talentirani, ful dobri producenti, lastne muzike in ustvarjalci vseh vrst, ampak če gledamo, koliko pogosto neka muzika pride ven z naše strani ali pa koliko neki avtorski v bistvu dizajni, pa bodi si, tudi če so to neki coveri za event, bojo vedno tudi kot neka samostojna umetnost tudi predstavljena, ne, ni to samo nek filler, samo nek placeholder, imamo event, ne, ampak je vedno premišljeno in konceptualno, tako da mislim, da ta vizualna plat je zelo pač močna in to dost ful pomeni, no, pač. Jaz sem tudi, ko sem pri 16 prvič slišal zanimaš izbire, sem ga v bistvu, me zanimal sam zaradi plakatov najprej po teh stvari. Hudo. Potem je to, ja, mogoče tudi nek okvir ali pa nek medij, da se lahko potem razni mladi dizajnerji pa umetniki pač izražajo skozi to in se pokažejo na neki sceni, ne? Ker pač lahko ti delaš, ne vem, doma neke Instagram poste, pa mislim doma, lahko delaš za sebe neke Instagram poste pa dizajne, če pa pač ne znaš tega aplicirati v nek realni kontekst, pa ti mogoče to ne pomaga toliko, pa mislim, imaš neko stvar za portfolio. Ja, ni toliko vidnosti, ne doseže tudi ljudi, ne, se to je bila ideja, da združimo te neke različne medije in različne pač komunikacije, da ustvarimo res ta nek, ne vem, pač res rečem temu neka platforma za ustvarjalce, glasbene, organizatorje, vizualne, whatever. To. Kako mogoče, to me zanima, se potem muzika upela zraven, pa če veliko tudi vas kot del kolektiva densko rola, pa dela muziko, ne vem, ste na začetku imeli evente, kjer se pač vi nastopali, ali se že od začetka sam kuratorji vabili ljudi zraven, kaj je bila ideja za eventi? Pa v bistvu oboje, no. Mislim, jaz sam sem pač že v srednji rolal, sam pač na obali je bila to neka balkanjada in pač
komercijala in take stvari. In potem sem prišel v Ljubljano in sem v bistvu ugotovil, da tle pa ljudje imajo radi tako muziko, kot imam jaz rad. Tako da sem v bistvu tle pol vmes sem odnehal, sem obupal in potem sem prišel v Ljubljano in sem spet začel rolati, ko sem to ugotovil. In od tam dalje, ne vem, nekako spontano smo, kako je že bilo, ne vem, smo se z nekimi kolegi povezali, pač znali smo malo rolati, tako, ampak pač govorimo zelo, zelo začetniško, zelo entuzijastično, zelo naivno. Smo bili, ok, gremo narediti event. In takrat se nam je ful dogajala, smo bili tudi mi, pač smo bili v srednje šole, tako da nam je dogajala trap glasba, ne, in pač hip-hop in tako. Ampak ne, jaz mislim, da je pomembno, ne, da takrat je bil trap, ne vem, kdaj je to bilo, leta 2018, 2019. Ja, trap je nekako iz te SoundCloud alternative izpadel malo bolj punkovski, ne, kot zdaj in zaradi tega se mi zdi, da je zato bil ful privlačen. V tem smislu, da trap mislim, meter, ne, valjda, meter se bo, ne vem, kaj je bilo. Ampak tudi neke te ameriške fore, ne, v smislu, da je tak zelo punkovski bil, da pač edina muzika, katero so mladi potem moshpite delali pa to. Ja. In zaradi tega se mi zdi, da je bil kul, pač ta scena je imela nek zanos takrat, imela neko energijo, sicer ne, za neke starejše generacije bi rekla, to je bilo, mislim, se je bil to takrat mi smo ujeli lih rap tega dogajanja, ne, bi rekli, ker je bilo že v zatonu počasi, ne, in nekako smo začeli s kolegi delati pač evente, na začetku zelo majhne, ampak itak pač, čim v Ljubljani narediš nek event z nekimi domačimi reperi, pa kdorkoli že to bil, ne govorimo o večjih imenih, govorimo zelo pač neke DIY, skoraj da srednješolske scene, ne. Hitro dobiš neko pozornost in hitro pride 100-200 ljudi na nek event in tako se je to začelo in smo pač, mi smo rolali muziko, kar je nam dogajala, povabili smo neke kolege, ki so delali podobne zadeve, bodi si DJ, pač reperi, karkoli že, in pol nas je v bistvu, prva resna stvar je bila, ko nas je v K4, takrat, ko ga je še vodil Nic, ne, ko so bili še neki standardi, ko je bilo še tako, recimo, da je bilo, pač ja, kaj, no, mislim, vse smo na Radio Študent. Ne, se je res. Jaz bom povedal, kaj si mislim. Ja, it's true. Takrat ni bil K4 še to, kar je danes, ne, in v bistvu že takrat mnogi, tudi starejši, ne, poslušamo pol zgodbe, K4, že ne vem, že 10 let, ne vem kaj. Ok, fair, ampak v glavnem takrat je bila neka praznina v tem nekem hip-hop trap programu v K4 in nekako so nas zasledili, so nas opazili in so nam pač, takrat sva bila že Dorian, jaz pa ti sva že skupaj delala evente, ne, nekako smo se povezali iz tega nekega, vse ne vem, kaj smo delali, pač v glavnem so nas povabili v K4, smo naredili prvi event, se je klical Krom in smo v bistvu neko to underground trap hip-hop sceno iz domačo in iz regije, se pravi iz Hrvaške, smo v bistvu vabili k nam in je to trajalo do korone. Tako da eno leto, dve smo v bistvu delali te evente v K4, na začetku so bili kar dobro sprejeti. Smo imeli tudi ene par zanimivih stvari. Zadnji event je bila Kukla. Zadnji event je bila Kukla, pa Šebi, pa Sahareja, pa ne vem kaj še. In potem naslednji dan so dobesedno zaprli celo državo za vse evente. Zaradi korone. In še ta event je bil žal slabo obiskan, ker je pač ljudje bilo kar strah. Je bila panika, to je bil nek februar, neki, ne, marec, 8. marec je bil, na dan žena smo naredili ta event. To je tudi milo. Ja, ampak je bilo že, takrat je bila že kar histerija, no, glede vsega skupaj, tako da, ja, in to je nek ta pre-covid klasično obdobje, pa pač je šlo to naprej, ne. Ja. Omenili ste Krom, kakor sem jaz zasledil, imate v bistvu tako par serialk, bi lahko človek rekel. Pa me malo zanima, tako za vse poslušalstvo Radio Študent vas kar dobro pozna, bi jaz rekel, ampak vsem, da mogoče nekako pišete, kva delate v specifičnih, kako se razlikujejo med sabo, v katero smer grejo. Je to sploh smiselno tako deliti ali to dati kot nek blob enega kolektiva? Bomo vsak enega povedali. Jaz bom povedal Štrom, ti povej Rosišče, ti pa povej Krom. Ok, super. Da ne bom sam jaz govoril. Ne, super. Kot že omenjeno, imamo Štrom, Krom in Rosišče, to so naše glavne 3 serialke, ali dogajanja, ali eventi, ali whatever. Štrom je nastal, mislim, da tudi 2020, tik pred korono,
sem se jebal, ne? Med koronom. Ne, tik pred. A je pred? Tik, Ja. ali je bila, ne vem. Glih še malo prej je bilo. Januarja je bilo. Nek tasga. Takrat smo se povezali z Stašom Kramerjem, Fujita Pinnacle, takrat je bil še Junker, on je tudi bil zelo aktiven, full priden, tudi vaš kolega tle na Radio Študent. Zelo prolifičen, pravičujem, ustvarjalec na tej sceni, DJ, producent in je tudi on delal evente kot Space kolektiv so takrat bili, ko so bili pač elektroničari, vsi so bili producenti in tako naprej. In je videl v bistvu, da tudi mi se nekako dotikamo te elektronike in malo gremo iz tega nekega, mislim, se nikoli ni zanimal samo trap, ampak pač takrat smo za ta krom dobili pač to priložnost, v štirke smo jo vzeli, ampak smo potem začeli tudi elektronko rolati in tako naprej in se s tem ukvarjati. In v bistvu smo se povezali in prvi event, prvi štrom, ko je bil, je nastal kot v bistvu njegov rojstni dan v Chandlu. Smo si izbrali štrom, ker pač ok, uno prej bil krom, pol kaj, zdaj ta, če je uno kao krom, trap, neki bleščeče, bling, glamurozno, neki, pol bo to štrom, ne, če je elektronska glasba, ne. Čeprav človek bi lahko pomislil štrom, kitare, električni pa tako. Ali pa to, ja. Kar je pol lahko mal varka, ne. Ja, lej, vse to je dobro, da folk da pride. Ampak zdaj obstaja tudi ena druga serialka, kje že, na Dolenjskem, ali kaj, ko se Ne, na Štajerskem. Aha, ja, SKH Rom, ne? Štrom, ne. Ja, tudi dva štroma. Jugotehno. Ja. No, ampak kaj je štrom? Štrom je v bistvu skozi leta se dosta razvil in dozorel v neko serialko, ki se ukvarja z neko to avanturozno elektronsko glasbo, bolj obrobne. Imamo načeloma policy, no house, no techno. Lih zaradi tega nimaš izbire policija, da se ne bomo šli tega, kar je pač popularno, pa ne zaradi tega, ker smo hipsteri in hočemo biti posebni, ampak enostavno, ker pač ne vem, nas to zanima in se je tudi okoli tega nabrala neka skupnost, ki jih tudi to zanima, se pravi, kaj jaz vem, nek ta post-club, jungle, breakcore, digicore, kaj ne vem, pač v bistvu vsi te neki žanri, ki jih niso na rednem sporedu v drugih klubih in drugih eventih. Tako da v bistvu je zelo, zelo raznoliko, full prostora za ene različne, ne vem, elektronsko glasbo in izraznosti. Tako da cilj teh eventov je tudi prikazati to raznolikost, se pravi, full ne maramo delati žanrskih eventov, nismo nikoli tako danes pa bomo imeli UKG, danes pa bomo imeli UK garage event in da vsi rolajo to. To se mi zdi full lame. In unika to delate, stari, ne vem, kaj delate, ampak ne, hec. Ampak glavnem štrom je posvečen temu in tudi pač skozi leta, zdaj je aktiven že 5 let in in smo full enih zanimivih v bistvu ustvarjalcev pripeljali, tudi mednarodnih, kar bi rekel, kar pomembnih imen, ali mislim. Tako da ja, in point tega je tudi v Ljubljani, da imamo zdaj je dosti bolj razvita ta scena, kot je bila pred leti, bi rekel, mislim, vse so bili pred nami, marsikdo je delal ful zanimive stvari, ne, ampak pol v unem momentu, ko smo mi bili, se mi zdi, da je lik zmanjkal nek ta res napredno miselen, nek avantgarden, dobro kuriran event in pač nekako smo ga začeli graditi in tudi mislim, da nam je jaz sem kar zadovoljen, to, kar nam je uspelo narediti in upam, da bomo uspeli tudi še naprej neke te stvari delati. Tako da ja, klubski večer, štrom, zdaj pa gremo na Rosišče. Evo, Darjan. Ja, Rosišče pa je bolj malo nasproti nekemu klubskemu večeru in je bolj ambientalni listening event, ki je nekako angažiran tudi z nekimi vizualijami. No. In začel se je v Osmozi, kjerega leta, 2024? Ne, mislim, da 2023. 2023? Ja. Ja, sem že malo pozabil specifike. Ne, se ne vem niti jaz. Ja, ampak ideja je bila, da naredimo bolj neko ambientalno mislim, ne nujno ambientalno, bolj nek ta listening music, da neka seanso, neko... Ja, vizualno glasbeno seanso, v kateri ljudje lahko tudi pač nekako, kako bi temu rekli, pridejo se zrelaksirati in lahko so v bistvu, da ni zabava, to ni party, je bolj druženje ob dobri glasbi, s pozornostjo za sam zvok in mogoče atmosfero. Ja, in kdo je že bil prvi? Jaz sem vse pozabil. Oliver Thor, ja. 2023. Ja, 2023 je bil prvi Oliver Thor in potem tudi nekako
extendamo pač ta program z raznimi scenografskimi elementi, z video elementi, ampak je vse bolj zasnovano v smislu, da je pač ležerno, da ljudje ležijo na nekih beanbagih, da so bolj tako. No. In potem smo tudi razvili Rosišče z nekim diskurzivnim programom in smo ga rešili v tem smislu, da smo imeli tudi razne screeninge oziroma pogovore z raznimi umetniki ala Artistok in smo imeli tudi mislim, da lani decembra pogovor z Vitko Privškom, pa smo njegov projekt Swarm Entry pogledali, letos pa smo imeli tudi en dogodek v Španskih borcih, ki je bil malo bolj širok, no, in smo tudi imeli screening filma od Lara Reichman in tudi pogovor, kakor tudi pač glasben program z Saliva, belgijskim glasbenikom, ne, pa za Oka, pač ambientalno DJ-ko oziroma glasbenica. Ja, pa producentka, pa glasbenica. Ja, glasbenica. In tako da je Rosišče bolj tako zasnovano v smislu, da bolj na bolj neki intermedijski ravni raziskuje bolj nek spekter tega audiovizualnega sveta. Pa evo še hitra reklama. Trenutno Rosišče nima svojega doma, tako da če kdo posluša in bi rad sodeloval z nami na tem projektu, pač napište, ne? Če smo že v teh izvorih, odkje pa ime Rosišče, to me zanima, kaj je Ja, prvo sem hotel, da je Lucky Break, pa smo bili tako, ok, ne bomo kao angleško, ne bomo, dajmo tle biti malo bolj avtohtoni, ne? Tako da ne vem, nek ta malo mističen, malo ta melanholičen... Iskanje nekega vajba specifičnega. Ja, ful ima vibe ta beseda. No, evo to, pač veš, težko je razložiti, pač ta beseda nekako že pač pove ta nek vzdušje, ki ga hočemo ustvariti. Twilight. Ja, Krom pa je pač ta originalna, bolj trap serialka in se v bistvu zdaj še vedno tako nadaljuje, pač basena je na temu, da so večinoma live acti, pa pol neki DJ afteri. Imamo pa, mislim, večinoma nastopajo zdaj, se meni zdi vsaj v zadnjih parih letih, razni ti mladi traperji od te LSD založbe, razni Minajti, Y-Core pa Niko. Pa tudi zdaj smo imeli v zadnjem letu smo imeli dvakrat, se mi zdi, celo dva benda, Bibliban pa Morveran. Ja, Morveran, pa tudi neki iz tujine, no. Julola, ne? Julola pa Club Member, Ja, to je tudi kar znan DJ, ko smo ga uspeli nekako ujeti tle. Ampak ja, nekako je bolj tako bejsano, pa je bolj mišljeno, ja, tako kot je bilo pač originalno v štirki, da folk moš pita, da je tako. Pa da je tudi probamo nekako združiti razne live glasbenike z različnimi publikami, da v bistvu pač se nekako te publike združijo, da folk spozna nove stvari itd. No? To je ta zumerski take. Ja, ne se res, ker te subkulture niso več tako enotne. Mislim, profilirane, vsaka posebej. Ne? Vsaka folk zdaj posluša najverjetneje tudi zaradi streaminga različne spektre glasbe, od punka do tega, do art popa. Sam še zmeri se mi zdi, da ljudje dost hodijo tako, da so še zmeri eventi, ki so pri nas tako, ok, greš v Gromko na punk event, greš nekam na nek rap event, greš tako in ni bilo niti enega eventa, ki ga jaz poznam, razen mogoče, neki priložnostni Radio Študent eventi, klubski maraton ali pa razne neke druge priložnosti, ko se vi dost trudite pač pomešati te različne muzike in v vašem kontekstu to deluje, ampak izven Radio Študent sploh nisem zasledil. Dirty Skunks, Veseli Dihurčki, oni so tudi to naredili, tako da props, ampak v bistvu zdaj mi smo se malo distancirali pač od te trap kulture, v smislu, da smo videli dost hiter, že takrat v K4, pa zdaj, mislim, spet brez zamire, ampak smo videli, da v bistvu, to je neka dost, ko bi rekel, neka dost trendovska scena, se meni zdi na nek način in dost tudi, mislim, vse je super, da je neka ta youth culture, zelo mladostna, se mi je zdelo malo, da to pa nisem jaz imam bolj rad nekaj bolj premišljenega, nekaj, da je tudi bolj kontekstualizirano z okoljem in da nismo sam tle, ko pravimo poustvarjati neke trende iz tujine, ampak da v bistvu si želimo ustvariti neko svojo izraznost in nek svoj glas. Tako da zdaj, ko smo v bistvu Krom je bil, zdaj bom še malo dodal, Gaber, če lahko. Jaz pa še nekaj dodal. Pač Krom je nekaj časa bil na pauzi, ko smo začeli delati te štrome, ker nam je bila ful bolj zanimiva v enem momentu pač elektronika.
Ampak pol, ne, smo bili tako, ok, zdaj pa, dej, bomo naredili kaj malo spet drugačnega, ne, tako da smo v bistvu spet oživeli Krom kot neko tako, ne, se kot je rekel, hibridno in več tako, da združuje ful različnih žanrov in ne samo žanrov, tudi scen, ne, se pravi, novi Krom, kar lahko pričakujete od tega je, da bomo se potrudili, da kakšen band dobimo, kakšen hud ali indie, shoegaze, hardcore, punk, whatever, pač neka kitarska glasba v glavnem, neki underground rap oziroma alternativni rap, bodi si trap, bodi si neke čudne scene, whatever, nastopi v živo, neke te razne urbane glasbe in tudi neki taki bolj avtorski, ne vem, pač alter pop zadeve, recimo. Tako da to je zdaj cilj Rosišča, Kroma se pravi čujem. In pol tudi valjda pač neki tej DJ-ski afteri, ki so tudi malo različni od nekih teh navadnih klubskih zadev, ne, ker ponovadi, pač, ko greš v klub na DJ-ja, to je elektronika, mi pa za nalašč naredimo, da na Kromu, da je malo bolj tudi druge stvari, da se predvajajo vse živo, od nekega tega edgy, modernega popa do, kaj jaz vem, zloveščega hyperpopa, ki ga ne maramo tako imenovati, ampak je kao digicore, ampak to folk ne ve, kaj je, tako da, evo, to pa nek, pač, cel ta celo to vesolje glasbe nekako, ne? Celo neko to konstelacijo raznih žanrov, ki se nam zdi, da estetsko pašejo skupino in ja. Mislim, cool je videti neko sceno, ki je bolj transformativna. Ne? Jaz mislim, da je glih problem bil tega trapa, da je zelo bil rigiden v tem svojem tudi pogledu na svet. Pa to. Tako. In se ni, prvo je bil punkovski, pa zanimiv, potem pa se ni znal nekako transformirati z časom in je pač izpada zdaj zelo komercialno in zelo tak, rigidno. Ne? Mogoče pa pač te neki novi underground rap, kot si rekel, ne, Midnight, pa Niko, pa to, so pa malo bolj transformativni, malo bolj fluidni v svojem prezentaciji, pa v svojih besedilih in zaradi tega so tudi bolj zanimivi, ker niso več samo ena stvar, jaz pa moram biti to, ne. Ja. Rabi par let, da pride neka nova generacija z neka nova interpretacija v bistvu tega, kar je bilo, ne. In hočemo tudi temu pač dati glas, da nismo tako neki tradicionalisti, da tako, to pa ni trap. Ne, pač, hvala Bogu, stari, nočemo unga več poslušati, dosti je bilo, pač, lahko nekaj novega. Tako da. Ja. Si še hodil kaj? Ja, meni se zdi, da v bistvu Krom nekako tako lepo deluje kot za neko svežo, mlajšo publiko, kot nek intro v te druge evente, da v bistvu pol glede pač čez to nekako pol se tudi navadaš na neko bolj eksperimentalno muziko, ki se mi zdi, vsem pol na nekih dogodkih imamo kdaj tako kaj kar ekstremnega, kar mogoče nekmu navadnemu poslušalcu ni toliko zlahka poslušljivo in da se mi zdi v bistvu dobro deluje kot tak predstavitelj tej celi sceni in nimaš izbire. Publiko je konec koncev treba vzgajati na nek način. In v bistvu glede na to, koliko stvari ste zdaj našteli, kaj vse mešate, vseeno se mi zdi, da vse to skupaj v očeh publike je še vedno, to je nimaš izbire event. In na ta način se mi zdi ta diverziteta, ki se ustvarja in ljudje, ki odpirajo ušesa različni glasbi, vam po mojem vsaj v to smer je dobro nastavljeno in upam, da vam bratuje. No? Hvala, zelo lepo slišati. Ja, to je pač nekako nehote je to nastalo. Ne? Pač mi smo nekako, sej smo imeli neke te cilje v glavi, sam nikoli nismo delali tega načrtno, se mi zdi. Mislim, da je bilo vedno tako, to nam je cool. In pol je nekako smo ugotovili v bistvu spoh, kaj delamo sproti. Tako nismo nikoli... Če je človek spontan, je po mojem boljš, kot zdaj moramo pa mi kle ušesa odpreti tem, pa kaj bomo naštimali, da bi lahko pa ful premisleka, pa ful enih stvari. Ja. Ampak na koncu, če imaš ti to vse in če tebe to zanima, to se ful čut. Folko, ki pride na evente in je tako, oni pa res, to jih zanima, pa ta je po mojem hud, pa to bi lahko pripeljali, tako da iz tega vidika cool, ne. Pa nam laskate že. Mal je pa treba. Da zavijemo še mogoče tako malo na prizorišča, najljubši plac za delati evente. Ja, mene Channel Zero mogoče, no? Ali pa Gronka Polet. Ja? Ja, ki nimajo garderobe, pa če moš kam jasno. Ful naporno. To Gronka Polet reč pa Channel Zero, no. Channel Zero je kar je vedno bilo najboljše, se mi zdi, tako, so bili kar eni ikonični eventi, tam se mi zdi. So. Ja, pa tudi kak Kino Šiška zna biti zanimiva, glih zaradi tega, ker so mogoče, ne vem, mal nestandardni plac za kake, ne vem, bolj tudi kake
postklubske evente delati. Drugače pa pač tudi španski borci niso bili slabi v tem smislu. Zaradi tega, ker smo lahko, recimo tam smo pač gledališče, tehnično, plesno gledališče lahko izkoristili kot, oziroma oder lahko izkoristili kot nek prostor s katerim smo pač postavili ljudi na oder in so neke vrste oni postali del te scenografije Rusišča. Mislim, da je ful nek simpatičen moment v tem smislu. Ja, valjda pač Channel Zero, ne, pa tudi Gromka zdaj zadnjih par let je kar nek ta naš duševni dom, ne, neke te bolj klubske scene, ampak istočasno smo že malo stari eni in se nam pač ne da več toliko žurati oziroma tako, ne. Tako da definitivno tudi pravimo stremeti proti temu, da dobivamo neke priložnosti delati tudi v nekih bolj izven klubskih kontekstih in dogodkih. Jaz imam ful rad vedno sodelovati, ne vem, v Osmozi je bilo super, španski borci so bili super, s Kino Šiško, upam, da bomo lahko zdaj še čim več delali, ker tudi nam omogočijo pač neko res dobro infrastrukturo, ki mogoče na Metelkovi ni toliko pač, ne, mislim, se je super, ne, se trudi pač kakor lahko, ampak enostavno neke te institucije, ki delujejo na tak drugačen način, ne, imajo drugačne možnosti in drugačno mogoče tudi se gleda na neke te dogodke, ki se naredijo tam, ne, bolj kot neki, seveda prideš na koncert, na nek performance ali whatever, ne. Tako da jaz imam ful rad neke te oddball evente, neke take nenavadne. Ful bi rad delal, mislim, malo težko mi je bilo zdaj, ker sem pač tudi balansiral vse v lifeu, pač in faks in osebno življenje in te eventi, bla, bla, bla. Ampak ful bi rad delal na nekih takih nenavadnih lokacijah, kaj jaz vem, da nekje zunaj naredimo, da na nekem, kaj jaz vem, na nekem parkirišču naredimo nek event, ali v nekem bunkerju, ali v nekem neki zapuščeni hiši, to, mislim, sej nismo, ne vem, če smo kadarkoli kaj tazga naredili, mogoče parkrat, kakšne čudne stvari, smo recimo v starem rogu smo naredili enkrat nekaj. Enkrat sem imeli z kibernetom, a niste? Ja, imeli smo neko ilegalko, poskus ilegalke, pač, okej, cool, zanimivo, ne. Enkrat smo v starem rogu naredili nek event, če se spomniš, Dorian, nam je bilo ful zanimivo, tako da jaz imam ful rad take nenavadne stvari. Neke ideje so bile, da se bi Rusišče tudi naredilo en outside event. Ja. Bomo videli, ne, kaj bo. Bomo že nekako, vse se nam ne mudi nikamor, to je long dure, to je v redu, bomo zrihtali. Kogar ste se prej že malo, to me zanima, navezali na to SoundCloud zadevo, pa kako je 2019 se zgodil ta nek wave trapa pa vsega tega, kako pa mogoče vidite to spremembo, pa kakšna je publika danes, pa mogoče tudi to, ker SoundCloud pa to ima ful ta nek DIY moment, pa je ful zadeva, ker folk tudi dela doma, posluša doma, mogoče neka individualna izkušnja, pa kako je to nekako prenesti potem v klube, pa kakšni so odzivi? Težko vprašanje, zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da zdaj uporablja se SoundCloud kot nek denominator nečesa, kar je narejeno, kako bi rekli, bolj DIY, ne, se pravi neki te spalnični producenti in tako naprej. Ni nujno, da je trap, lahko je karkoli, ne, tudi elektronka, pač mislim, vsi mi neki te DJ-ji po mojem in razni friki glasbe so pač imamo radi SoundCloud, zato ker je res neka ta platforma, kjer se zbirajo in objavljajo svojo glasbo in mikse vsi možni čudaki tega sveta in pač lahko raziskuješ to. Se mi zdi, da pač streaming platforme so nekako bolj uradne, ne? Se pravi, imaš ljudje morajo narediti neke uradne release in drug distribucijski proces, ki zahteva tudi večji napor, da se nekaj objavi. SoundCloud pa lahko sam pač kdorkoli, ki dela muziko, lahko sam to objavi, ne? In je tudi nekako se populariziral, ne vem zdaj točno kako in kaj, ampak ja, pač SoundCloud v glavnem kot neka platforma, ki nudi neko raznolikost, ful zanimivih stvari, ful čudnih stvari, tako res vse živo najdeš tam gor in lahko greš samo v rabbit hole, v bistvu v neskončnost, v neke te, karkoli te pač zanima.
In kaj je bilo vprašanje, kako se to prenese v živo? Ja, mogoče, ja, v klube. V bistvu, dosti zanimivo, no, mislim, da je kar neko navdušenje za to, ker pol se pride nek... Da DJ rolajo slabo kvaliteto glasbe, zaradi tega, ker samo dajo slabe ripe iz SoundClouda. Ja. To, ne? Ker oni na SoundCloudu niso sploh nikoli pomislili, da bo nekdo to našel in hotel rolati in pol pač sploh nimajo downloada, nimajo na Bandcampu, ne moreš te muzike dobiti, kakšenkrat enostavno, ko se pripravljaš na gig, nimaš časa pisati vsem na SoundCloudu, da jim čaka 2 tedna, da ti odgovorijo, če ti odgovorijo. In folk sam pač pobereš iz SoundClouda slabo kvaliteto in zarolaš to in folk je zato, ker so pač neke nenavadne, neke zanimive stvari, neke vznemirljive stvari, ful mešanja žanrov, ful mešanje raznih vplivov in idej. Tako da mislim, da se uživo na neki dost underground nivoju, ne, se pravi, govorimo pač, ne vem, Channel Zero, Metelkova, bla, 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 da to ljudje dost, če znaš to zapakirati in če imaš tudi neko kredibilnost za temu, ne, da folk ve, da če pridem na ta event, bojo pač tle poskrbeli, da bo nek proper delivery in tudi, da ne bo samo preko kurica narejeno, ne, excuse my French. Mislim, mogoče lahko v tem smislu se reče, da tudi nimaš izbire, je kvazi neka vrsta založba, ki dosikrat tudi izdaja razne remikse in razne komade tudi na svojem SoundCloudu. Imamo, neka ta naš glavni v bistvu glasbeni output je na SoundCloudu. Ne? Mislim, se imamo tudi Bandcamp, ampak na SoundCloudu je vse to in še več. In mislim, ne bom rekel, da se lih ful trudimo s tem, ker enostavno zmanjka pozornosti in časa in sredstev, ne pač valjda. Ne moramo zdaj delamo evente, merch, zdaj imamo še založba, ne, pač malo težko je z vsem dohajati, ne, tako da pač priložnostno, ko se nek spomnimo, ali mogoče ko nekdo iz naše ekipe naredi neko muskico, ali pa neki kolegi smo tako, ajde, da gremo to tle izdati in dosti krat se je izkazalo tudi za dosti uspešno, no. Smo kakšne tudi dobre projekte tam spurali, tako da vabljeni k poslušanju. SoundCloud nimaš izbire. Kakšno so vaše mnenje o večjih platformah, gledam to, da si omenil se na SoundCloudu pa Bandcampu? A si kdaj razmišljala o tem, ali pač vam grejo na kurac? Jaz imam Spotify, bom kar priznal. Pač lej, vem, vse vem. Pač ja bi ga, mislim, ne vem. Jaz sem mal, kako bi rekli. Mislim, problem je, ne, ker z sodobnim, ne vem, kako bi temu rekli, uporabo tehnologije se nekako ne moreš izogniti. Mislim, zelo težko se izogneš nekemu nemoralnemu... Ni bila to moralka z moje strani. Je, ne, ampak recimo Spotify je znano, da je njihov direktor kaj nek podpornik raznih problematičnih militantnih zadev v zvezi z Izraelom, ne. In to je zelo problematično. Ne vem, kak je glede SoundClouda, ziher se bi tudi kaj najdlo, da v resnici v njihovi korporativni infrastrukturi tudi ni vse perfektno. Ne. Ampak ful je težko konzumirati. Ne. Potem pa eni pravijo, Apple Music je v resnici ful boljši, kaj Apple pa pač tudi Tim Cook sodeluje tam z Donald Trumpom in kam zdaj. There is no ethical consumption under capitalism. Ja, nimaš izbire. Vse to. Ampak je pa res, ne, da nekak SoundCloud vseeno vsaj glede na optiko nekako deluje bolj liberalen, demokratičen v tem smislu. SoundCloud pa imaš dosti krat feeling, da ti hoče forsirati neko tendenco, ali pa je bilo znano... Spotify, da ti Spotify hoče neko tendenco sugerirati, ali pa je že bilo znano, da si izmišljujejo tudi nove žanre, ki jih hočejo nekako sforsirati, ne. Se niso oni prav hyperpop, tako zmislili. Mislim, kaj da ja. Nek ta escape room je bil ta žanr pred hyperpopom, ko so ga oni nekako profilirali. Ja, sej zdaj imaš vse možne. Sej pridejo, pač veš, ko imaš one playliste, morning, hyperpop, chillcore, neki castle, dungeon. In potem imaš občutek, da to poslušaš in da si ful alternativen, da poslušaš neko obrobno glasbo, v resnici pa je to nek algoritem skoriral za tebe in potem, ne vem, dobi ta glasbenik $0,001 na tvoj play, pa si tako... Ali res podpiram alternativno glasbo, ne? Bomo naredili Spotify farm. Ja. Ne, sej ne, ampak ne vem, jaz nočem biti pač apologetik zdaj tega, ne, mislim, se zavedam, podpiram vse, ki se hočejo, da se dajo dol z Googla, iz vseh teh storitev, da se dajo dol iz Spotify in vsega tako naprej, ampak bodimo realni, to je zelo težko. Človek se mora potruditi. Mislim, se moraš potruditi, moraš iti out of your way, zato narediti. Nočem biti apologetik, jaz ne bom zdaj tle moril folku, pač glede tega,
In težko je, no, težko je v takem tempu life, ki ga imamo in tudi v tem nekem svetu, kjer moramo biti konstantno produktivni in se vedno zahteva od nas več in več in več. Mislim, da je nekako načrtno narejena ta infrastruktura, ne, digitalna, da nas v bistvu nekako ujame v to potrošnjo vsebin in da si pač. Kaj bom stari, zdaj tam si downloadal neke čudne maile, da bi bo vse tam, težko je, no, težko Ne, je. bolj je problem, ker si nekako kot nek kolektiv ali organizacija ali tudi malo podjetje nekako prisiljen se tudi oglaševati na teh medijih, ne, na raznih definitivno, Instagramih. Ja. Če hočeš event narediti, ga moraš dati na Facebook. Ljudje še vedno... Ne Facebook. Ja, pa le včasih si ga Event mogel. se še- Včasih si ga mogel, včasih si ga Dobro, mogel. zdaj res ne rabimo. Okay, 2 Včasih si leti ga mogel. nazaj. Zdaj je še. Gaber najmlajši človek na Facebooku. Ja, Gaber. to je res, ja, dobro, no, ampak dobro, ne vem, tujini ne uporabljajo noben več Facebooka, ampak Slovenci smo še vedno malo v tem, no, imajo neke Eventbrite, pa to ne. Ja, ne vem, mi imamo 10 responsov na Facebooku na event, jaz ga dam sam tako Dobro, ampak 2 leti nazaj smo še recimo mogli, ok, mogoče sem jaz že tudi star, ampak nekako se je pričakovalo, da uporabljaš neke social media kanale, da se pač oglašuješ, ker drugače pač, I guess, ne obstajaš. Ja, tudi če si glasbenik, pač moraš objavljati na Spotify in na Apple Music. Ne? Če hočeš dejansko spet pa SoundCloud, pa razen čisto nek DJ SoundCloud, pač ni za nujno dovolj. Mislim, če si nek bolj ustaljen in priznan umetnik, ki ima dejansko neko poslušalstvo oziroma neko publiko, ki se bo potrudila zate iti na ne vem kam to poslušati, je to druga zgodba, ne? Ampak če si pa nek mlad ustvarjalec iz Vukojebine, ki pač dela muziko za svoje sošolce v srednji šoli, pač vsi imajo Spotify in nimajo drugega in ne vejo niti kaj je drugo in kaj boš zdaj, pač kaj boš, mislim, ne vem, no. Težko je in ne vem. Ja, sem pa že videl, ne, da so kao neki DJ-ji, potem ko na SoundCloud postajo, da potem ko postane malo bolj popularni, se že nekako komercializirajo, pa potem dajo neke svoje pač, remixe na Spotify, kar pač ni bil včasih standard. Ne. Včasih je Spotify bil res za neke komercialne komade, zdaj pa že imaš dosti nekih remixov, dosti nekih editov. Ne. Tudi Mislim, ne nujno Spotify, komercialne, ampak bolj neke avtorsko glasbo, ne? Zdaj pa je pač res ta... zdaj se še Spotify tudi je ugotovil, mogoče, da mora se tudi malo to publiko nekako zagrabiti. DJ kultura, ne? To so v bistvu DJ tuli in razni neki te editi in tako naprej, ne? Ja, nimaš izbire Linux download par. Let's go, To bo šlo dobro, ja, to bo šlo dobro. Sploh, če publiko na ta način probate navaditi na kakšne stvari, pa pač vse, kar delate z eventi, bi lahko, ko imate enkrat že tako bazo, tudi, mislim, vprašanje je, če bi vi šli v to smer, da bi nekako odvlekli ljudi stran, da na koncu, da bi ustvarjali nekaj, da ne rabiš več streaming platform. Mislim, zihar, mi tako nimamo, pač določeni naši člani imajo svojo muziko na Spotifyju, ampak pač ni, da podpiramo to, ne delamo tega sistemsko, pač to je čisto na njih, če hočejo dati tam gor, meni se zdi tako glupo, ker pač kaj 10 ljudi bo to poslušalo, pač tako da porabil si 20 € za en komad uploadat, da bo 20 ljudi to lahko poslušalo, pač že iz praktičnih razlogov, jaz pač rečem, da to ni nek smiselno, ampak tudi mi, kot nimaš izbire, nimamo spet takega vpliva, kot mogoče zgleda, ok, mogoče vidiš ta Instagram in zgleda, te eventi so ne vem kaj, ne stari. Pač na event pride 150-200 ljudi, še to smo veseli, če pride, pač res mislim, da nimamo niti takega vpliva, niti karkoli, da bi lahko mi zdaj neke trende oblikovali, lahko se pogovarjamo o tem, definitivno se zavedamo tega v kolektivu in pač so to diskurzi, ki nas se zelo tičejo, ampak enostavno mislim, da ne vem, Slovenija je vedno problem, ker nimamo toliko te kritične mase, da bi izpostavilo neke take subkulture, alternative v nekih glavnih mestih, ne? Ker mogoče lahko tam imaš v Berlinu 5 nekih listening barov, pa to full laufa, ne? Ker pač je dovolj ljudi, pri nas pa pač ok, nekaj laufa, ampak ko folk ne zanima več, se pa moraš potem spet potruditi, da dobiš njihovo zaupanje, lahko pa potem greš na neke razpise, na neke kulturne stvari, na neke podpore države pa mesta, ampak potem potem že neka druga sfera. No. Bo Asta Vrečko rekla, da se iz Spotifyja skreslite. Ziher obstaja kak razpis, ne, za ne vem, open source. Referendum za open source. Začnemo pol z živimi dogodki, zdaj ostalo pa mogoče za našo majhno sceno še preveč razmišljati zdaj za totalni nek breakdown, ampak enkrat pa, mogoče, upamo. Ja, upajmo, no.
Mislim, se nikoli ni bilo niti to naštimano, tako nimaš izbire, ni tako, mi moramo rasti, ne moramo ratati, ne vem, kakšni veliki. Če bi hoteli to, bi delali tehno, right now. Tako da, ta nek... Pa house, ja. Ne bom rekel, kdo ne, ampak... Gabor, kako pa ti vidiš to, gledam to, da si rekel, da si že prej slišal, zanimaš izbire, pa za dogodke, pa tako, kako se ti je to obrnilo, pa ki si sam postal del kolektiva? Ja, tako v bistvu mi je bilo ful zanimivo, no. Ko v bistvu mi je bil nimaš izbire, tako, odkar sem slišal, mi je bil ful tako zanimiv in smo se z sošolci, z nekimi fake osebnimi švercali v štirko. In tudi, in tako mi je, pač in tudi tako, pol, ko sem začel nekako delati plakate, mi je fulkrat folk rekel, da naredi tako malo, kot dela nimaš izbire, pa tako. In mi je bil pol to nekako tak full circle, no, da sem pol dejansko tudi jaz imel možnost delati za nimaš izbire, a ne. Ja. In mi je v bistvu zanimivo. Mi je tudi tako zanimivo opazovati, kako zbiramo glasbenike pa to, pa ki se mi včasih zdi tako, da bi koga malo bolj mainstream zbrali, da bi prišlo malo več folka. Ampak tako zdaj, čez čas sem počas začel vedno bolj razumeti, da v bistvu ima neko zelo veliko vrednost to, da pripeljamo neke glasbenike, ki so manjši, ki jih v bistvu ljudje sploh ne poznajo, a ne, ki v bistvu v osnovi v Sloveniji jih poznajo, mogoče 3, nobenemu ni zares mar pred eventom in da v bistvu nekako s tem, ko se malo to žrtvujemo in tvegamo, da bo v bistvu manj ljudi ali pa da ne bomo zares sploh prodali dovolj kart, da bi nekako pokrili, da se v bistvu na koncu to splača, ker je neka ta kvaliteta dogodka ful večja, tudi recimo, če primerjam z nekimi drugimi dogodki, na katere hodam. In niso v bistvu zares toliko posebni, ali pa se, recimo zdaj prav se mi zdi, da v zadnje pol leta je v Ljubljani skozi en in isti dogodek, ki se ponavlja, nek ta trap dogodek. In so skozi eni in isti. In se mi zdi, da mi je zelo všeč, da v bistvu se mi pa trudimo imeti res nekaj posebenega, nekaj malo drugačnega. Si lepo povedal. Ja. Nimaš izbire iz For the Kids, tle imamo intergeneracijski hangout. Ja. Ganljivo. Hvala, Gabor. Čas preganja, tako da vas bi jaz vprašal še o bližnji prihodnosti. Kaj so stvari, ki so v planu, kaj so kakšni eventi, na kjer bi hotel povabiti, v katero smer boste šli zdaj v kratkem, kaj se vam zdaj plete po glavi? Problem je v tem, da iz organizacijskega vidika in tako naprej sem jaz nekako ta glavni temelj tega. In jaz se trenutno selim v Prago, grem delat. Tako da definitivno bojo še eventi, se planirajo. Kaj že, 12.12. ali kaj je? Ja, 12.12. bo neki, ne vemo še kaj. Oziroma vemo kaj, imamo dosti možnosti, v bistvu se moramo malo odločiti, to bomo jutri se dobili. Bomo danes imeli malo debato pa to, ko sem prišel v Ljubljano za ta intervju. Pol pa v bistvu planiramo s Kino Šiško na začetek naslednje leta narediti spet nek mogoče malo bolj kakšno večje ime pripeljati, če se bo dalo, moramo videti spet kako in kaj, ne, spet to so procedure, to je proces, ne, to je tako. Rosišče si želimo zdaj počasi spet zagnati, ker v bistvu smo ugotovili, da bomo mogli iskati nek nov dom za to. In pač klubski program na Metelkovi ostaja, bolj poredko, ker se pač fokusiramo, si želimo tudi druge stvari raziskovati. Ampak meni se zdi to dobro, zato ker če spet imaš event vsak mesec ali pa vsaka 2 meseca na Metelkovi, rata zelo hitro repetitivno, ljudje se naveličajo. Tukaj v Ljubljani vidim, da je res neka... V bistvu v Ljubljani je več, skoraj da bi rekel, da je več ponudbe, kot je potrebe, ne? Na Metelkovi, ne? Ker je res... Tako je, ne? Mogoče debata za kdaj drugič, ne, da nam zmanjkuje časa. Ampak ja, dosti različnih stvari ostaja dosti živo, mogoče celo mlajša generacija nekaj počasi, nekaj planira prevzemati. Jaz za zdravo mero skepticizma jih bom podpiral. Ja, ne vem, bomo videli. Jaz mislim, da je velik potencial, da se razširi kolektiv tudi v neke druge kulturne sfere, pa izven tega klubskih standardov, kot je Gabi rekel, ne.
Pa zanima nas, vedno nas je zanimalo tudi sodelovanje z nekimi raznimi, mogoče bolj umetniškimi institucijami, vizualno-umetniškimi institucijami, ne, z raznimi festivali, bienali, karkoli. Ne. No, sej Mogoče bolj so v že tem- take priložnosti bile skozi leta Ja. in tudi si želimo več tega. Ne? In, če kdo pa želi to nas povabiti, pa so tudi za to. Lahko naredimo post-festivalski program kakega V bistvu- multimedijskega festivala. Ne? Ne vem, to vam sploh še nisem povedal najbrž, ampak 24.4., to je zdaj že pol leta vnaprej, ne, imamo pa sodelovanje z eno kulturološko konferenco in bomo v bistvu v Channel Zero bomo naredili v bistvu after za to kulturološko konferenco, ki bo trajala takrat v Ljubljani, cel teden. Tako da lahko takrat, ko bo to aktualno, si pogledate, bomo sigurno nekaj zelo posebnega za to pripravili. Tudi pač bo možnost nekaj dosti posebnega narediti na Metelkovi, ker drugače smo pač odvisni samo od kart in je to zelo, zelo tvegano in prekarno, kot je Gaber že prej omenil. Ne? Ampak, ja, ne vem, bo vse živo. Bo. Ja. Cool, plani so. Plani so. A hočete zdaj na hitro, da izkoristimo še, ker prej nisem hotel, da povemo še, kdo je. Ja, Koliko imamo časa? Speedrun. Imamo. Nimaš izbire, na easy. nimaš izbire member speedrun. Ok, lahko vi kaj komentirate tudi. Jaz bom zdaj naštel sklope in povedal, kdo je lahko vi povedal. Okay. Spravi, glavni organizatori, neka ta core ekipa, mislim, jaz sem ta odgovoren za stvari, pa pomagajo Samo Medič, samoumevno, zelo, zelo perspektiven, full mlad, zelo zanimiva oseba. Tilen Tomažič, Jaša Kljun, No Kilter, LSDS, založba in še full enih drugih projektov. Komentarji? Ne. Okay. Oblikovalci, ful imamo oblikovalcev, nenavadno dosti, ne, ponovadi ljudje se ful ne marajo ukvarjati z tem, veš, so oblikovalci samo tak, da jim pošljejo mail, naredi to pa to in čim hitreje, da se to reši. No, mi smo obratno od tega, mi radi kompliciramo in ustvarjamo in se diskutiramo o tem. Oblikovalci, Dorian Šiško, Gaber Povž, Farah Sara Kurnik, Liara Coni, ki bi tudi danes smo ji rekli, da naj pride, pa pač ni uspelo, ker ima dosti dela. Jaka Juhant je v bistvu izpod Mladka, je prevzel Štrom zadnjih par let in v bistvu bil tudi dosti pomemben pri oblikovanju nekega tega Štrom rebranda, ki smo ga zadnjih par let v bistvu potrebovali, ker se je že začelo malo ciklati. Luka Bitenc, Goated, video guy, on nam rihta vse video stvari že od začetka, že full let. Neonor, full carski, multimedijski umetnik, intermedij, ne vem kaj. To so vsi multimedijski umetniki. Ja, tako. Splošno vizualni umetniki. Tatueri, vse živo. Ja. Pač. Ok, glasba in DJ. Staš Kramar, Fujita Pinnacle, mednarodni, zdaj že na tej točki, DJ, tudi delal je Štrome z nami, zdaj pol je šel v bistvu na samo par let nazaj z Ekotom, ker se je želel tudi imeti več nadzorom nad svojim pač tem vizijo. Nad svojo to vizijo, tako da, ampak smo valjda še zmeri kolegi, še zmeri sodelujemo in tako naprej, član kolektiva. Kristjan Kovač, Najstrik, tudi dober producent, ima že dosta izdaj na tudi, v bistvu oba dva Staš in Kristjan sta dosta UK usmerjena v smislu jungle in vse stvari, ki pridejo zraven, tako da dosti izdaj v tujini, labeli, Najstrik ima celo že vinilke, tako da lahko greste pogledat, lahko kupite, če vam to dogaja. Tisa Troha, MSNGF, mislim, da to ne rabim predstavljati, najbolj, kaj je, tipo zadnjih, ne vem koliko let, že najbolj trendy DJ-ka, ali kaj je v Ljubljani, tako zmagovalka gigov, tako hudo. Gaja Pegan, GPN, tudi že znano ime na sceni, Katjuša, Nasty Nancy, DJ-ka, kje smo še, Sin Aspirin, pa Martin Acid, to pa je v bistvu, a je on edini naš ok, poleg teh DJ-jev, to so vsi zdaj DJ in klubska glasba, Acid pa je v bistvu Martin Piber, on, kako bi rekli, tudi je neka ta producent v smislu, da ima tudi vokale zraven, on je v bistvu nastopač, on je pretty boy, on je diva, on je tako, ne, pač, a je.
glasbenik je super. Ja, pevec in glasbenik in producent. Ustvarjalec, zelo dober vsestranski, ne. elektronski producent. Ambientalni Še diva producent. zraven. In še diva zraven, nastopa v živo, njegovi nastopi so res izven tega sveta. No. Pa to je zelo ambientalna glasba, tako da če vas zanima nek ta ambient pop in čudne stvari, si lahko greste pogledati to. Na SoundCloudu. In upam, da nisem koga pozabil. Če sem, ne mi zameriti, ampak poleg le še honorary mention, Mihael Solaru, pokojeni direktor, imaš izbire, unika vejo. Evo. Upam, da res nisem tako pozabil. Ne, sem si vzel čas, prej sem čekiral, ampak lahko da je kdo, ne vem. Pa tudi vsi, ki so sodelovali v preteklosti z nami, marsikdo, lahko si poskrolate po Instagramu, vse boste videli, vse je tam, odprta knjiga. To je to. Ja. Super, hvala lepa, da ste prišli. Ja. Da ste zastopali Nimaš izbire in celo hordo ljudi, ki tam sodelujejo. Pa se vidimo na kakšnih eventih. Tako, boljše da res. Drago poslušalstvo, poslušali ste Grš intervju s kolektivom Nimaš izbire. Ostanite še naprej na 89,3 MHz. Čau. Adijo lepota misticiranih eterskih glaskov. Tu je drugačen, vizualen, striman, lušten, zaliman, v iber softi Grš. Intervju Radia Študent.